Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v Kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Slovenija je na prvem mestu v Evropi po umrljivosti, torej ne po incidenci, po umrljivosti za rakom in tudi skupno število smrti, če gledamo v Sloveniji, kar 30,5% jih umre zaradi raka. Pa poglejmo še ostalo statistiko. Kar presenetljivo lahko vidimo podatek, da med nami danes živi že več kot 81,000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli z rakom. Potem v zadnjih letih lahko vidimo 12,000, več kot 12,000 obolelih, s tem, da moramo vedeti, da je ogromno je takšnih, ki ne vedo, da to bolezen sploh imajo, in nekaj več kot 5,700. Pa poglejmo še v zdravstveno blagajno, kakšni so izdatki. Sicer nekateri pravijo, da so izdatki še večji, pa vendarle lahko tukaj vidimo primerjavo iz leta 2003. Torej, sami izdatki letno okrog 80 milijonov evrov in v zadnjih 15 letih so se dobesedno podeseterili. Danes v moji družbi Marijana Kolman in Jelena Dimitrijevič, pogovarjamo se, zakaj je prišlo do tega, zakaj je temu tako, kajti na prvem mestu smo že dlje časa v Evropi, kar se tiče same umrljivosti, in govorili smo o prehrani kot pomembnem, bistvenem faktorju, platformi kot taki. Marijana, pa bi se mogoče tukaj ustavila pri dr. Korepanovu, onkologu in fitoterapevtu, ki veliko govori o parazitih kot platformi za nastanek raka. Mogoče kakšna beseda več, da bomo lažje razumeli to? Ja, nekatere vrste rakavih bolezni imajo vzrok v prisotnosti parazitov, ampak tisto, kar je pa pravzaprav najbolj ogrožujoče za zdravje in seveda posledično tudi za nastanek onkoloških bolezni, je nasploh prisotnost parazitov, ki nam odžirajo 70% imunskega sistema. In kot seveda vzrok za bolezni, tako onkološke kot vrste drugih bolezni, je po eni strani v negativnih zunanjih okoliščinah, vključno z našimi slabimi navadami. Drug vzrok je pa slab imunski sistem. In če imaš ti seveda parazite, ki ti ta imunski sistem dodatno obremenjujejo in zasedajo, je pravzaprav odprta bližnjica do bolezenskega stanja. 70% imunskega sistema je v prebavilih. To so pač znanstveno dokazano, in ko z protiparazitskim programom seveda odpravimo nepovabljene goste, ki nam odžirajo in imunski sistem in seveda tudi vsa zdrava hranila, ki jih uživamo, razbremenimo svoj imunski sistem in organizem lahko poskrbi za to, da z simptomi in z vzroki bolezni pravzaprav opravi sam. Tale trenutek pa dajmo preveriti izjavo iz Barnaula, se nam javlja dr. Korepanov. Поздравljeni. Здравствуйте, дорогие друзья. Все, кто интересуется фитотерапией, те, кто любит растения, те, кто верят, что растения могут сделать чудеса. Это действительно так. Если лекарство старается лечить, то травы регулируют организм, укрепляют организм. Это очень хороший позитивный дополнительный компонент фитотерапии. Мы работаем во всех направлениях фитотерапии. И сейчас для начала мы с вами решили остановиться на проблеме паразитарной, противопаразитарной. Дело в том, что вот есть очень серьезные американские исследования, когда всерьез взялись и каждого человека посмотрели, 95% случаев нашли паразитов. Я думаю, что у нас в России и Словении не намного лучше обстановка, поэтому вопрос серьезный и вопрос, а что паразиты? Паразиты, они ослабляют организм, а слабый организм, он подвержен болезням. И поэтому, конечно, нужно, укрепляя организм, заботиться и об этой стороне. Убирать лишних нахлебников из нашего организма нужно убирать. Пока мы решили остановиться на этой проблеме с вами, с вашей страной.
и решили остановиться на вот таком хорошем противопаразитарном сборе, удобном в применении. И думаю, что наши алтайские растения, безусловно, помогут вам в этом. Hvala, dr. Korepanov. Jelena, imunski sistem, bi to lahko bil vzrok pravzaprav tudi nastanka tega? Imunski sistem, ki je tako obremenjen zaradi parazitov in zaradi vseh slabih bakterij in zaradi obremenitev, kar se tiče hrane, tudi okolja in vsega ostalega. Seveda, pa v bistvu to je naša obramba. In če obramba ne deluje dobro, seveda niti ne more priti do tega, da pol telo samo pospravi stvari, ki bi jih moralo pospraviti. In seveda paraziti so problem, ne sami po sebi zaradi svojega obstoja, ampak zaradi tega, ker so se ustvarili posebni pogoji, da se oni začnejo razmnoževati. In to ravno počnemo s tem, s toksičnimi snovmi, ki pridejo nekje od zunaj, ali s tem, da so čustva toksična, ali s tem, da užijamo hrano, ki za nas ni najbolj primerna. S tem tudi nastajajo kakšne avtoimune reakcije oziroma pretirano delovanje imunskega sistema, ko tudi imunski sistem napada lastno telo. Tako da paraziti so problematični predvsem zaradi tega, ker imajo tudi svoje presnovne procese, pri čem nastanejo tudi toksične snovi, ki obremenjujejo telo. Dostikrat se govori recimo o kandidi, ki je normalno prisotna v našem črevesju, drugih parazitov je res ogromno in so različni in delujejo vsak na svoj način in na tudi določene organe. Ampak recimo, ker je ljudem to najbolj blizu, kandida sama spusti nekaj 78 različnih toksičnih snovi v naše telo, kar izjemno močno tudi obremeni delovanje jeter, tudi ledvic. Vemo, da če naši razstrupljevalni organi ne delajo dobro, potem se kopičijo toksične snovi. Potem, ko gledamo, kakšna je hrana, koliko je problematična, se kopiči tudi maščoba. V maščobah se tudi kopičijo toksične snovi. Tudi ta problem nastane tudi pri medcelični komunikaciji, ko govorimo o elektrosmogu, o tem se recimo premalo govori, to je vse to, kar nas obkroža. Različni, tako je, pa tudi 5G, pa nažalost, ja. In ko se zmoti tudi medcelična komunikacija, ni več možnosti, da celica dobi pravilen vnos, recimo hranilnih snovi, tudi se ne razstrupe na pravilen način, tudi v bistvu ne more upravljati normalnih vsakodnevnih funkcij in tukaj je največja težava. In zaradi tega je treba nekaj narediti, da pol spet povrnemo to ravnovesje, se da veliko stvari spremeniti in narediti, ampak nažalost, ko živimo v tem hektičnem svetu, potem se zgodi ta situacija, da enostavno ljudje zgubijo in energijo, in voljo, in moč, da pol si vzamejo zdravje v svoje roke, kar bi morali narediti, ker v bistvu poanta je, da pridemo v to stanje, da se vklopijo naravni mehanizmi samozdravljenja, tudi ta autofagija, ki je izjemno pomembna. Leta 2016 je en znanstvenik, sem pozabila, kako mu ime, prav dobil Nobelovo nagrado za odkritje autofagije. In to je to, ko telo počisti vse za sabo. V bistvu stare celice, poškodovane celice, kakšne plake, toksične snovi. Ampak če ni pogojev, da se to ustvari, tega procesa nažalost ni. Torej, v tvojem programu predvsem veliko osnovnih stvari in zdravih vsakdanjih odločitev kot takšnih. Seveda. Torej, v jedilnike vključuješ veliko vseh zadev, ki torej rastejo okrog po svetu, uporabljaš znanja ajurvede, tradicionalne kitajske medicine. Vem, da pogledaš tudi iris, pa jezik, pa utrip, pa vse ostalo. No, dr. Korepanov, veliko pacientov dejansko vključi tudi gobe. Gobe imajo torej neko posebno. Gobe, ja, seveda. So res odlične. Veliko krat se seveda uporabljajo tudi pri zdravljenju bolezni, kot so rak ali kakšne druge težave, recimo različne druge kompleksne bolezni. Tako da definitivno, kot so rekli, za vsako bolezen rožica raste, tako da to dejansko v praksi drži, ampak spet se morajo ustvariti pogoji, da pol tudi te rastline, ki so tako potentne, ki so tako modre, da resnično delujejo na naše telo. Če recimo smo izjemno zapackani, če imamo recimo težave in z našo mikrobioto in jemo hrano, ki za nas ni najbolj optimalna, veliko predelane hrane, jemo v nepravem času, tudi ne na pravi način, takrat
enostavno niti ne dajemo možnosti rastlinam, ki bi nam lahko zelo veliko pomagale, da pridejo do izraza. Seveda, bojo v vsakem primeru pomagale, ampak je treba ustvariti okolje, ki bo najbolj optimalno. Mogoče kakšen komentar na gobe, glede na to, da Marijana zelo dobro poznaš, kako stvari potekajo v Rusiji, sama zahajaš in v Rusijo in na Altaj, v Sibirijo in tako naprej. In tam so določene gobe v okviru uradne medicine. Seveda, tudi ta podatek, ki znanstveno dokazan, ki ga je dr. Korepanov na eni svojih konferenc v okviru teh medicinskih konferenc pravzaprav povedal, ki je presenetljiv, da bi bilo kar 2/3 onkoloških bolezni manj, če bi ljudje v svojo prehrano in v podporo svojemu zdravljenju in preventivo vključili tako imenovane medicinske gobe. Izraz se meni ne zdi primeren, to so pač gobe, naravne gobe, gobe, ki rastejo v naravnem okolju in ki jih seveda sodobna medicina, predvsem je to kitajska, japonska, tudi ameriška, uporablja nekje kot samostojno, nekje kot usporedno zdravljenje. Gre pa seveda za izjemno potenco gob, ki rastejo na področju Altaja, iz preprostega razloga, okolje tam ni onesnaženo. Sama si bila, veš, ni avionov, ni telefonov, ni industrije. Vse, kar pač tam raste. Nič ni, ampak hkrati vse. Je dejansko tako, kot mora biti in tako, kot je prav. In v pomoč ljudem, velikokrat slišimo opozorilo pri nas, ne jejte gob, ker so radioaktivne. Goba ima izjemno sposobnost srkanja, goba, že sama beseda pomeni, tudi goba za umivanje, morska goba in tako naprej. Da nekaj srka. To pomeni, vprašljivo je, kako zdrave in tudi kako zdravilne so gobe v onesnaženem okolju, kjer je ne bo polno nekih strupov in tako dalje. Ampak to je druga tematika. Seveda, ljudje moramo posegati po svojem naravnem okolju, po hranilih, rastlinah, ki rastejo okrog nas. Zadnjič sem brala eno zanimivo razlago, da imajo rastline sposobnost čekirati našo auro in zaznajo, kaj je v nas narobe. A so bolezni ali kakorkoli nek deficit, in v sebi razvijajo tiste farmakološke vsebnosti, ki so nam potem v podporo, da svoje zdravstveno stanje izboljšamo. To pomeni do rastlin na drugi strani našega domačega praga imejmo spoštljiv, ljubeč odnos, ker te rastline dihajo z nami, živijo z nami in nam ponujajo pravzaprav ne le hrano kot hrano, ampak hrano, ki naj bo naše zdravilo. In to so dejansko zdravila. Poglejmo si še nekaj informacij o tem. V namen zdravljenja in dolgoživosti se že tisoče let uporabljajo zdravilne gobe, ki so jim po ustnem izročilu pripisovali sposobnosti, kot so protitumorsko delovanje, zdravljenje raka, odpornost proti vsem boleznim in izjemna dolgoživost. Danes klinične študije kažejo, da starodavni niso pretiravali in najbolj napredni zdravniki, onkologi po svetu jih uporabljajo pri zdravljenju pacientov. Med drugim tudi ruski onkolog in fitoterapevt dr. Korepanov, ki je ustvaril premišljene kombinacije fitoterapije in fungoterapije, kjer je od zdravilnih gob uporabil čago, reši, kordicips, pa tudi lisičke, vse nabrane v ekološko neoporečni divjini, kar je bistvenega ključnega pomena. V kombinaciji z divjo čago in divjo korenino navadnega repinca je uporabil divji rejši, ki ima najdaljšo zgodovino uporabe v zdravilne namene, ki sega več kot 4000 let nazaj. Skozi tisočletja se ustno izročilo z gobo rejši povezuje z zdravilom proti raku, hkrati pa je tudi simbol dobrega zdravja, veselja, dolgega življenja, celo nesmrtnosti, tako je rejši tudi najpogostejši motiv v starodavni umetnosti. Danes je dobiti divji rejši, ki raste na divji slivi, skoraj nemogoče, a to je uspelo ruskemu onkologu in fitoterapevtu dr. Korepanovu, ki sodeluje trdno z nabiralci in se tudi sam poda v divjino, kjer divji rejši raste na divji
divjih slivah. Ustvaril je tudi kombinacijo divja čaga, divji kordyceps, ki je znano kitajsko tradicionalno zdravilo s širokim spektrom uporabe. Klinične študije so tudi potrdile, da v času uživanja kordycepsa pride do umirjene razširitve krvnih žil, kar pomeni povečano prekrvavitev srčne mišice in drugih organov, kar preprečuje nastanek trombov in celo nastanek infarkta, kapi, išemične bolezni srca in podobno. Dokazano je tudi protirakavo delovanje kordycepsa, pa tudi spodbujanje delovanja levkocitov, kar umili stranske učinke obsevanja. Kordyceps krepi delovanje celic jeter, ledvic, pljuč in normalizira presnovo, ter s tem omogoča izločanje toksinov z telesa. Dr. Korepanov je tudi avtor kombinacije čaga in eleuterokok. Ustvaril je tudi protiparazitno kombinacijo s širokim spektrom za vse parazite iz lisičk, nageljnovih žbic in skorjo trepetlike, s katerim tudi začenja vse svoje protokole pri zdravljenju s pacienti. Doktor Korepanov torej pravi, da bi lahko 2/3 obolelih takoj znižali oziroma obolenj znižali, ne bi bilo, če bi seveda začeli razmišljati drugače. Sama poznam nešteto ljudi, ki so zboleli za to boleznjo in so jo tudi premagali oziroma sprejeli, pozdravili, ugotovili svoje vzroke in so danes drugačni. Veliko leteh se potem udeležuje kakšnih potovanj, začnejo živeti povsem drugače in pravijo, da imajo nov rojstni dan. Rojstni dan, ko so ugotovili, da nimajo več rakavih celic kot dejansko tašnih. Ali bolezen rak, ki pride v naše življenje, ali zahteva od človeka, da postane nov človek, ali je to nekaj, kar lahko zrihtamo, cp, pa bomo potem delali isto naprej. Vajno mnenje, Jelena. Ja, če se tega lotiš na pravilen način, na celosten način in če se zavedaš, da je ta bolezen prišla tudi z enim razlogom, da te nauči, kako živeti na drugačen način, se vrniti nazaj k sebi, takrat seveda ne postaneš čist nov, ti si vedno bil tak, kot si v svojem bistvu, ampak odkrivaš to, kaj si, to, kar si ti dejansko. In seveda v primerjavi s tem, kako si prej živel, izgledaš sam sebi, tudi drugim, kot je nov človek, dobiš eno novo širino, ena nova spoznanja in seveda ne moreš živeti več na enak način in to je tudi prav. Tako da eni, ki bojo izbrali to pot, bojo doživeli to transformacijo, ki bo poglobljena, ki bo za njih pomenila, da bojo živeli bolj polno, bolj srečno, bolj vitalno življenje. Obstajajo seveda tudi tisti drugi, ki izberejo eno drugo pot, tudi s tem ni nič narobe, vsak ima svojo življenjsko izkušnjo, svoje stvari, ki jih mora preživeti tle na tem našem planetu. In če izberejo to drugo pot, seveda ne spremenijo ničesar in potem tudi ozdravitev ne pride. Tako da tisti, ki se pozdravijo, seveda popolnoma transformirajo svoje življenje. Nažalost, ostali pa pridejo 30,5% ljudi, ki umre zaradi to boleznjo. Dr. Lah Turnškova ima še pomembno izjavo. Ampak v zdravilne namene so pa določene vrste konoplje, ker imate zelo veliko različnih vrst, ki lahko zdravijo več različnih bolezni. In ko smo spremljali zgodovinski razvoj, kako se ta pravzaprav rastlina uporabljala v zdravstvu, so zapisi od vseh starih narodov, pa tudi seveda do danes. No, za raka jo je prvi pravzaprav Hipokrates nekako opisal, to je grški zdravnik. To je bilo nekako 400 let pred našim štetjem in od takrat naprej se je potem zelo veliko zapisovalo vse povsod, potem seveda v tistem srednjem veku ni zapisal o ničemer praktično, se pa spet pojavi sredi 18. 19. stoletja nekako v Angliji, kjer so začeli zdravniki, v tem času se pa medicina že toliko razvila, da so jo tam začeli uporabljati in zapisovati, kako lahko zmanjša bolečine, proti epileptičnim napadom, za različna vnetja in tako naprej, pa za raka pa v tem času niti toliko ne več. No in potem je celo prišla v ameriško farmakopejo. To je bilo zapis, kako je to zdravilna rastlina in je prišla kot farmacevtska učinkovina v tej zapise ameriške farmakopeje. To je bilo, ne vem, tudi v 19. stoletju na prehodu, v 20. No in se potem zelo veliko tudi uporabljala, prodajala in to so pač vsi znani zapisi. In
Marijana, še zaključne misli ob temu grozljivemu podatku, za katerega pa zdaj ugotavljamo, da bi ga vendarle lahko sami s prevzemanjem odgovornosti za lastno zdravje vendarle spremenili. Ja, res je, sprejmimo bolezen kot možnost in izziv. In začnimo spremeniti tisto, kar je v naši domeni. To pomeni, tako usporedno, ob tvoj jedilnik naredimo si svoj lastni jedilnik, ne le za naše fizično telo, ampak tudi za vsa ostala telesa. To pomeni, vključimo v svojo prehrano za fizično telo hrano in vodo, ki je živa. To pomeni izvirska voda, živa, zdrava, domača hrana. Dovolj svetlobe in zraka, čistega zraka. Misli in čustva, naj ne bojo negativne. Cilje in voljo in seveda dovolj radosti in ljubezni. In tisto, kar je zelo pomembno, ljudje, ki so zboleli, naj vendarle svojemu zdravniku povedo in se posvetujejo z njim, kakšno usporedno podporno zdravljenje še uporabljajo. S tem bodo dobili zaupanje zdravnika, s tem bodo tudi enostavno lahko spremljali rezultate usporednega zdravljenja, ne glede na to, ali uživajo proizvode sibirske fitomedicine ali hodijo v bioenergetiku. In stvari bojo jasne. Najlepša hvala obema za ta pogovor. In ko sem potovala, je bilo zelo, zelo težko najti pravo ime v pravem okolju. In po tržnici sem hodila in spraševala, imate, in potem so mi dejansko povedali.